Pozdravljeni. Ponavadi sem izjemno kritičen do določene struje virov, ki se ukvarjajo s Formulo 1. A kar je bilo objavljenega po veliki nagradi Turčije, je po mojem mnenju vzrok za kar konkretno kritiko. Verjetno vam je znano, da sam avtorjev, ki v svojih naslovih pogosto uporabljajo izraze kot so šokantno, neverjetno, presenetljivo, ne cenim preveč. Še posebej zato ne, ker v njihovem besedilu na to ti pridevniki niso argumentirani, niso dokazani. Še več, pogostokrat njihova besedila niso nič drugega kot prevodi novic, ki smo jih lahko zasledili v tujem jeziku pred dnevom ali več. A to ni tako pomembno. Vsak si izbere vir, ki mu je bližje. In nekaterim so všeč take novice, drugim drugačne. Sam, kot sem že povedal, takim, imenujemo jih avtorjem, ne posvečam velike pozornosti, ampak pričakovanjem sem nekako čakal na trenutek, ko bo Ross Brown objavil svojo redno kolumno. In tokrat sem opazil nekaj, kar mi ni bilo všeč. Namreč izgleda, da so se tudi pri Formuli 1 uklonili temu trendu, imenujemo ga politične korektnosti, kjer se dobesedno in odkrito nihče ne upa povedati stvari, kot so. Poglejmo si skupaj, da ne bo izgledalo, da se samo nekako pritožujem. Namreč v tekstu Rossa Browna zasledimo kar nekaj neskladij, ki nas spravljajo pred izjemno zanimivo vprašanje, ali smo mi, gledalci, sploh gledali isto dirko kot Ross Brown, oziroma ali je med pisanjem tega teksta imel v mislih eno in isto dirko. Kolikor pogledamo naslove posameznih poglavij, smo lahko presenečeni. Namreč, če Ross Brown ime poglavja imenuje Turčija nam je pokazala dramatično dirko, in potem v naslednjem stavku pove, da čeprav ni bilo velikega dogajanja, je lahko bralec malček zmeden, kako je zadeva lahko dramatična, če se po drugi strani ni zgodilo nič presenetljivega. Nato sledi tisto poglavje, ki se nekako obdrgne ob Lewisa Hamiltona in mu je posvečen naslov, da zmeraj pač ne more zmagati, kot da bi Lewis Hamilton zmagoval dirke kot za šalo, še posebej v sezoni 2021. Govori se o napačni strategiji Lewisa Hamiltona, čeprav tista dva primera drznih voznikov sploh ne omenim. In bila sta Esteban Ocon ter Sebastian Vettel. Ocon zaradi tega, ker je prevozil celotno dirko na enem setu pneumatik, Vettel pa zaradi tega, ker je poizkusil samo za en krog pneumatike za suho progo. Zanimiva poizkusa, ki se nista izkazala kot pravilna, ampak ker je Lewis Hamilton bolj popularen, sta nekako padla v pozabo. Da se imenuje za voznika dneva po mnenju Rossa Browna Valtterija Bottasa, je lahko v razmislek. Naprimer, v svojem komentarju sem dejal, da sam nisem videl nobenega pravzaprav izstopajočega. Gledalci so izbrali Carlosa Sainza mlajšega. Ampak kaj je izrednega naredil Valtteri Bottas v tem vikendu? Začel je iz najboljšega štartnega položaja in si privozil zmago. Ni presenetil nobenega izmed nas, kajti lepo vemo, da Mercedes ta vikend v Turčiji je bil potencialno najhitrejši bolid. To je dokazal tudi Bottas s tem, da je postavil najhitrejši krog dirke v zadnjem krogu. Torej, korektno je opravil svoje delo, ampak sedaj se vprašamo,
je napravil kaj izjemnega? Po mojem osebnem mnenju ne. Najbolj me je presenetila izjava, da je Perez solidno opravil svoje delo. Ukradel je nekaj točk Lewisu Hamiltonu in tako pomagal Maxu Verstappenu v boju za naslov svetovnega prvaka. A to ni nič takega, to je logično. Zanimivo je nekaj drugega. Ross Brawn meni, da je lahko tretje mesto Pereza vzpodbuda in da bo lahko na krilih tega rezultata dosegel podobne cilje tudi do konca sezone. Kot da bi pozabil, da je Perez zmagal veliko nagrado Azerbajdžana. In če ga zmaga ni vzpodbudila, kako ga bo vzpodbudilo tretje mesto? Dobil sem občutek, da je Ross Brawn napisal tekst, kateri ni bil nekako skladen s politično usmeritvijo same Formule 1. Zato je imel nekega strokovnjaka za stike z javnostjo, ki je njegov tekst popravil. In tej popravki so privedli do teh nesmislov, ki smo jih lahko brali v njegovi redni kolumni. Zavedam se dejstva, da Ross Brawn ne more odkrito kritizirati velike nagrade Turčije. Namreč, kako lahko zveni iskreno pohvala organizatorjem, ker so z vodnim curkom sprali asfaltno površino in tako omogočili ekipam, da so imele nekako primeren asfalt. Ni bilo tistega razburjenja, čeprav smo videli dramatično dirko, če se spomnite začetka tega prispevka. To je bilo zapisano vse na eni in isti strani, ter dvomim, da pozoren bralec tega ni zapazil. A verjetno Ross Brawn si odkrito ne upa priznati, da velika nagrada Turčije je bila letos dvakrat na koledarju in bodimo zadovoljni, kajti videli smo jo samo in izključno zato, da bi imeli v koledarju 22 dirk, drugače bi jih bilo 21. In ni treba praviti o nekih presenetljivih dogodkih, če jih enostavno ni bilo. Saj smo bili vsi pred televizijskimi sprejemniki in smo videli, kaj se je zgodilo. Med vrsticami se da prebrati marsikaj, ampak tisti, ki je napisal imena raznih odstavkov, je pač dobesedno ustrelil mimo, samo zato, da bi bil všečen večini publike. Izgleda, kot da se ne spodobi odkrito povedati zadev, kot so. Namreč letošnja velika nagrada Turčije ni niti senca lanske, a o tem ne duha ne sluha. A da ne boste mislili, ta trend nekako konformizma in politične korektnosti je viden v mnogih virih. Namreč pogledal sem znani blog Lea Turinija, ki je pogostokrat citiran v mojih prispevkih in tudi drugi si sposodijo pogostokrat njegove misli, zato ker Leo Turini je vpleten v vse dogajanje Formule 1, predvsem v Italiji. In Leo Turini na svojem blogu redko kdaj objavlja zapise v 3 zaporednih dneh. Ampak 8., 9. in 10. oktobra je objavil zapis. In če pogledamo te naslove blogov, bomo ugotovili, da v vseh 3 zapisih je v naslovu omenjen Leclerc. Kot da drugega v Formuli 1 ni. Verjamem, za italijansko publiko je Ferrari pomembna tema, ampak upa si trditi, da ne edina. In Leclerc zagotovo lahko pritegne marsikoga, še posebej, če je njegovo ime navedeno v naslovu. Ampak je kdo, predvsem Leo Turini, opazil, da Carlos Sainz mlajši je za pol točke pred Leclercem? Seveda, lahko bi imel prav tako v naslovu Leclerca, a bi bilo treba še dodati Sainza. In to verjetno neuke publike ne bi pritegnilo. Podobno kot
šokantni, neverjetni in nepričakovani naslovi v mnogih drugih virih. Verjetno je marsikdo v dvomih, tako kot jaz, a res rabimo nekoga drugega, da nam prišepne, da je bila velika nagrada Turčije dramatična, čeprav tega nismo opazili. A res rabimo nekoga, ki nam neprestano ponavlja, kako dober je Leclerc, čeprav v Formuli 1 imamo še 19 drugih voznikov. A nimamo toliko lastne presoje, da bi se lahko sami odločili, kaj je dobro in kaj je slabo. Verjamem, da je težko napisati zadeve takšne, kot so, marsikdo bi lahko zameril. In marsikdo tudi v prvem trenutku ne bi razumel, zakaj bi nekdo napisal, da je bila velika nagrada Turčije slaba in zakaj Charles Leclerc s Ferrarijem pač letos ne bo svetovni prvak, čeprav ga lahko omenjamo v 100.000 naslovih. In verjetno v prvem trenutku bi marsikdo tudi izgubil bralce. Tu na mojem kanalu tega strahu ni. Imam izjemno ozek krog poslušalcev, za katere si pa upam trditi, da čutijo do Formule 1 malce drugače kot ostali. Imamo odprt dialog, kjer se lahko o marsičem pogovorimo. A strah me je, da glavni dobri viri, ki se ukvarjajo s Formulo 1, bodo odšli tisto drugo, bistveno lažjo pot in tako bomo zapadli v neko strujo, kjer praktično ne bo več važno, kaj se bo dogajalo na progi, ampak bo bistveno tisto, kar bo pisalo v medijih. In zopet bomo poslušali o šokantnih, presenetljivih novicah, ki samo Formulo 1 nimajo nobene zveze. A to upam, da je samo moje pretiravanje, kajti ni mi všeč, da v redni kolumni Rossa Browna prebiram take zadeve, ki res z dogajanjem v vikendu Formule 1 nimajo dosti skupnega. Čeprav še zmeraj upam, da so Rossa popravili njegovi sodelavci, ki pač o tem športu ne vedo dosti. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.